Ja, živijo, lepo zdrav iz novega fleta, verjetno odmeva, ugibam, nimam pojma, ker še ne vem, druga stvar je, da nimam pojma, če sem v redu postavljena za to ozadje. Najbrž ne, jo direkt zakrijem, super ozadje. Zdaj zdaj bed izpadel, tle je še eno ozadje, tamle bo še eno ozadje, ker bom verjetno stremala. Ampak ta ozadje za scary video mi pa še uganka. Kam ne grem? Hi! Ne. Tako? Ne. Zodiac Killer, Jeff Dahmer, John Wayne Gacy, Ted Bundy. Vsi jih poznamo, to so najbolj zlovešči, najbolj grozoviti serijski morilci ever. Jack the Ripper, to so lideri, oni so tisti najbolj srhljivi. Ampak to že zdaj več ni vse, kar je tam zunaj, in jaz sem že govorila o teh groznih, manj znanih serijskih morilcih, ampak o teh, ki jih bom danes povedala oziroma v naslednjih dveh videih, sem omela samo ena dva in zdaj bomo našteli 13. Leta 1987 je bilo več kot 90 aktivnih serijskih morilcev v ZDA. Samo to povem, pa vam je verjetno veliko jasen. Ogromno jih ne poznamo, ogromno ne govorimo, ne vem zakaj. Začeli bomo pri serijskem morilcu številka 13 in odštevali nazaj do enke za spremembo, videa bosta pa 2. Na 13. mestu je medicinska sestra in že to veliko pove, ona je bila Vicki Dawn Johnson in ona je bila največji wallflower temu mestu. Wallflower pomeni oseba, ki je noben ne opazna. Basically droža na steni, to pomeni neopazna, tiha, mirna, noben ni niti pomislil, da bi ona karkoli slabega kadarkoli naredila. Je bila pa ona tista oseba, ki je bila v stiku z ogromno pacienti, ki so misteriozno umrli. Leta 2001 je bila v njeni kliniki kar naenkrat serija 20 nenavadnih smrti. To so bile smrti ljudi, ki so bili na respiratorjih. Ona bi uživala zdajle, v času covida. Ti ljudje niso bili na respiratorjih zaradi nekih hudih problemov, ampak zaradi dokaj majhnih zapletov. In jasno noben bogevi, ki ni povezal s temi umori oziroma smrtmi, razen takrat, ko so končno se poglobili. Kdo je medicinska sestra, ki je ves čas z njimi in so ugotovili, da je bila ona vedno v kontaktu zadnje z njimi, ker itak se morajo po mojem napisati ali pa jo je kdo videl. Sprašujete se, kako jih je dejansko ubijala. Ubijala jih je na način droge, ki ti uspava dihalne poti oziroma ti umrtviči dihanje, ne moreš sploh dihati, zaspiš. Skratka, saj dobila je primerno kazen in sicer dosmrtno in tam je še vedno, če še živa. Na 12. mestu je Carl Panzram. To je človek, ki definitivno ni bil wallflower, tako kot prejšnjo Vicki. On je bil zelo opazen, zelo kričeč, ves čas je delal probleme iz Minnesote. On je bil tam okrog 1902. leta, ki je bil tudi ves čas na sodiščih, bil je tudi v zaporu in ves čas, kjer se je pojavil, so bili fizični fajti in pa tudi požar. Ampak leta 1902 se vse to šele začne, ker on takrat pobegne in pobegnil je na ladjo v mornarico in se je pomiksal noter v posadko oziroma je bil zraven še enega kolega. In ona dva sta na eni točki to ladjo zasedla, sta pobila vso posadko, pa ne samo to, tega njegovega kolega zapornika so ujeli in je bil priprt, on je pa lepo ušel in je bil svoboden kot ptiček. In pazi pol, kaj se je zgodilo? On je odpotoval lepo v Connecticut, ker je še vedno bil ne ujet in je oropal eno ne graščino, ampak neko posest, zelo bogato posest in s tem je dobil denar. Ko je on dobil denar, kaj je naredil? Potoval je po celemu freaking svetu. To kešo se je lahko mirno premikal po svetu, kjerkoli se je zahotel in je ubil, kakor si želel, mlade moške in pa fante. To je bilo eno in isto, Lenka, moške pa fante. Najbolj v slas so mu šli pa mornarji, ki so bili ful pijani in jih je še najrajš celotil, ker so bili lahka žrtev. Ne vem sicer zakaj jih moški. Še vedno je pogosto pristal v zaporu, ampak nikdar za te velike zločine, nikdar za umore, vedno samo za manjše stvari, ki jih je naredil kot reperije. In na koncu je fant pristal v Angoli in kaj je tam naredil? Ubil je vse ljudi, ki so delali tam na eni naftni ploščadi. Vse. Tako kot prej vse na ladji. Tako res je spravljal na vse žive stvari, ki se pojavljajo na morju, pa da niso riba. Konc, ko so ga ujeli in ko so potegnili črto, so rekli, da je ubil vsaj 22 ljudi, najprej je dobil 25 let zaporne kazni, potem pa končno se je ta kazen spremenila in je bil tudi obsojen na smrt in umrl je na vislicah. Pa ste zdaj tega na 11. točki. Harrison Graham je bil serijski morilec, ki je funkcioniral in obratoval okrog leta 1980. Bil je pa spet en tistih neopaznih, pa ne samo neopaznih, bil je tudi mečkan tako na prvi pogled, na prvo žogo mečkan mentalno zaostal, delal je v gradbeništvu, sosedi bi ga pa opisali kot najbolj neopazno, nesocialno, prijazno bitje.
Ne glede na to, da so ljudje sumili, da je na drogah oziroma da celo preprodaja droge, so ga še vedno imeli za tistega prijaznega soseda, ki res ni bil škodoželjen na noben način ali pa pač, da bi motil kogarkoli. Se je pa zgodila ena nenavadna stvar, ki ga je na tisti točki pol izdala, in sicer iz njegovega stanovanja se je širil zelo nenavaden vonj. A že veste, kam to gre? Prišel je landlord končno, oziroma njegov najemodajalec končno malo preveriti in je to zavohal, in ko je rekel, da je lahko odstopam, da preverim, kaj ti delaš v fletu, je on preprosto zbežal in zbežal je ven iz tega stanovanja čez požarne stopnice. Pol so valjda imeli končno opcijo policijo poklicati, ker je lastnik rekel, dajte, pa vdrite not, in so udarali not in so videli grozljiv prizor, in sicer dokaj sveži trupli dveh žensk v takoj dnevni sobi na tleh in potem še 5 okosti drugih žensk, kar pomeni, da so bile tam zelo dolgo časa. Takrat zbežal, kot sem rekla, in zanj se je takrat odvil massive manhunt, pač lovili so ga vsi takrat, v koncu ga je pa izdala mama. Tako, bravo mami, verjamem, da je to težko, ampak right thing to do. In tole zdaj je tako najbolj fascinantno dejstvo, ampak ta moški je imel več osebnosti. Spominja me na ta film, Split ali kaj je. In sicer baziral je na osnovi Cookie Monsterja kot osebnosti, če sem jaz prav razumela. Je bil pa tako, kot so drugi povedali, drogeraš in istočasno ta serijski morilc. Potem je bil otrok, tako imenovan junior. In četrta stvar je bil še prijazni sosed, ki je pa dejansko želel sodelovati. Torej, ko so ga zaslišali, je ta prijazni sosed že prišel na plano in dejansko hotel povedati, kaj je serijski morilc tudi kot del tega človeka storil. Jaz sem pa razmišljala, da bi lahko dobil kazen po delih, pa pravite. Se pravi, za prijaznega soseda pol leta, ker ni nič povedal, vse ostale pa malo več. Na 10. točki imamo serijskega morilca z imenom Bela Kiss. On je umrl leta 1914, ko da ja, med Prvo svetovno vojno se je to raznelo in takrat se je veliko vojaških stvari dogajalo, tudi on naj bi bil v vojski. Je imel pa eno stvar, ki je počel, ki je bila zelo nenavadna, sicer ves čas je imel nek na zalogi pa tovoril okrog sodove za olje, polnil jih je pa z bencinom. In ves čas je govoril, da se pripravlja na drugo vojno ali kaj takega. In ne vem kako že so z njemu v kontakt prišli madžarski vojaki in so te madžarski vojaki končno odprli te sode in zadela jih je grozljivka. Spet lahko gibate kaj. V vsakem izmed teh sodov je bilo truplo ženske. Teh žensk so takrat našli 24, on pa je zbežal. In ko je zbežal, so imeli tudi jasno dovolilnico, da so šli preveriti njegov stanovanje in tam so šele videli, kako je bil on obseden s temi stvarmi in tudi basically obseden sam s sabo. Ker je ves čas v bistvu zbiral informacije o svojih umorih, torej karkoli se je pojavilo, kakršenkoli mediju, se pravi, takrat časopisi vse to zbiral in kdo je pogrešan in tako naprej. Evo potem že v sodu pristal še en vojak, ki ga je pa pomot videl, če se ne motim pri teh dejanjih oziroma je nekaj vedel in je ubil še njega. Na 9. točki je Peter Curtin. On je bil pa tako vzgojen v zelo abusive domu, torej v domu, kjer je bilo ogromno zlorabe in to se je prenesel nanga, torej šel je po stopinjah svojega očeta in je to počel naprej, bil največji bully, mučil živali non-stop in pri svojih 9 letih je ubil tudi enega otroka oziroma jasno, pri 9 letih ni šel v zapor, ker bi lahko takrat izpadel. Mislim, da ga je sam porinil nekam, tako da lahko bi izpadlo, da je pomoten, ne vem kaj. Je bil pa potem kot mlajša odrasla oseba ves čas v zaporu za neke druge manjše zločine. Ko pa pride do umorov, pa on nikakor ni izbiral, kakšno orožje bo uporabljal, vse po vrsti, ker mu je pod roke prišlo, je bilo super. Mogoče, če ste kdaj slišali zanj, ste ga slišali, da je bil klican za Vampire of Düsseldorf. Pri njemu je fascinantno, kako je bil odkrit, ker nikakor ga niso mogli povezati s temi žrtvami in dolgo časa je bil na prostosti, medtem ko je ubil že 9 žrtev. Je pa naredil napako pri eni Mariji, ki jo je želel ubiti v gozdu in ta Marija je pobegnila in ta Marija ni šla do policije in povedala, kaj se je zgodilo, ampak je v pismu napisala svoji prijateljici, kaj se je zgodilo in čudežno je to pismo poslala očitno na napačen naslov in prišel poštarji v roke in ko se to zgodi, mora on preveriti ali kaj in je odprl to pismo, ga je prebral in je bil tle imamo opravka z potencialnim umorom in je šel na policijo in šele potem so ga najdeli. Na 8. mestu imamo totalno psiho primer Lydia Sherman. Zdaj prvo kot prvo, ona je bila sirota kot otrok in je bila vzgojena strani strica, ampak to nima veze spet toliko s tem, kaj se je dogajalo. Mogoče je problem, da se je poročila pri 16 letih in potem se je zvrstila serija dogodkov, sam že to možno. Učila se je precej dobro prvič, z enim, ki je imel dokaj dober dohodek, ampak čudežno, ki je on zgubil ta job, se je tudi zastrupil.
Tako povemo, zastrupila ga je ona, ker pač ni imela od njega nobene več koristi, ampak fascinantno ga je predtem tudi zavarovala življenjsko, tako da je dober dobiček od tega pobrala. In ko je ona očitno ugotovila, da je to kar dobro funkcionira za njo, umrli so tudi njeni otroci, samo da oni niso umrli od zastrupitve skoka mož, ampak od požara. Ampak valjda uboge vdove noben ni krivil, Reva je izgubila otroke pa moža, ne? In ta zgodba se je nadaljevala, tako da je na koncu ubila 3 svoje otroke, 2 step otroka, torej otroka od, ki nista bila njena, in pa 3 može. In fascinantno mi je, kako so se oni pogumno poročili, zelo brez da bi pomislili, da je mogoče kaj narobe v njeni glavi, nekaj mogli biti dobrega na njej. Zato, ko je bila leta 1872 končno najdena in obsodena in postavljena v zapor, je bejba zbežala. In ko je zbežala, je dobila job kje? Kot housekeeper, torej gospodinja v eni bogati hiši, kjer je spet isto usoda bi doletela tega boga človeka, ki je bil pa vdovc, ampak so jo hvala Bogu ujeli in postavili nazaj v zapor. Tam je pa zelo hitro umrla, ker je dobila raka. Karma. Na 7. točki je Gerard Scheffler. On je zelo dobro izkoristil svoj položaj, ker je bil policist, oziroma precej visok na tej lestvici zakona. To je bilo leta 1972. Fokusiral in fiksiral se je pa na ubijanje žensk in ubijanje živali. Sicer je bil že prej majčkeno problematičen in bo najprej odpuščen iz službe učitelja. Potem pa naslednja napaka, ki jo je naredil, da je bil kasneje odpuščen tudi kot policist ali šerif ali karkoli že bil, je pa to, da je pobral 2 mladoletna štoparja, fanta, in jih je prevezal v gozdu za drevo in jih je tam nekaj časa pustil. Ampak tega fanta sta zbežala in hvala Bogu nista bila tihi in sta hvala Bogu povedala policiji. In valjda so bila policija tako pač čisti nič, kaj ti ni jasen. In je rekel, ja, lekcijo sem jih hotel naučiti, ne pač ne se ustaviti štoparjem. Vse to je dobra lekcija, samo ne greš človeka v gozd zavezati. 2 meseca kasneje se je isto zgodilo 2 puncama, nekdo jih očitno pobral, zavezal v gozd, ampak tudi ubil. In ker je bil ta primer toliko podoben tistemu prej, ko je 2 fanta zavezal v gozdu, je to pač vse vodil k njemu. In ko so ga imeli toliko na sumu, so rekli, da imamo mi njegovo hišo preveriti, in pol so se razlili dokazi. So najdeli neskončno dokazov, kako je on ubil ženske, zato ker jih je sam pri sebi poklical za kurbe. Zdaj, glede na te zapise, je on v resnici ubil verjetno prek 30 žensk in deklet in punc, ampak obtožen in dokazan je bil samo za 2 umora. Torej, nikoli dokazano, koliko jih je ubil, se je pa ves čas hvalil s tem, kadar se je le lahko. To res pogosto počnejo te jetniki. Skozi gledam gor, ker bo kamera crkala, tako da drugi del moram drugič posneti. Ampak nikoli se pa ni razvil ta primer do konca, ker ga je sojetnik zabodel. Tako da ni bilo treba niti smrtne kazni. To je to za dan, dragi moji, nadaljujemo naslednjič, ker baterija umira zelo hitro. Lajkajte, če vam je bilo všeč, pa se vidimo naslednjič. Aj, čau! Hej, ljudi, mama, bye!